Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji lige Telemach. Pozdrav torej še z komentatorskega mesta tu na koprski Bonifiki, kjer bomo zaključili četrti krog državnega prvenstva. Koper in Mura se bosta pomerila pozicijo ob desni out črti, pozicijo, na kateri se je dokazal v slovenskem nogometu. Tule zdaj Šabanadža išče priložnost in Mura vodi. Mura vodi po podaji Kovsa, je po 7 minutah igre zadev Dardan Šabanadžaj. Veselje na Murini klopi, presenetil je koprsko obrambno vrsto. Dardan Šabanadžaj, ravno ko sem govoril o njem, da je zadev še v prvem krogu proti Domžalam, je ta nogometaš, ki ima avstrijski in kosovski potni list, dosegel svoj Nika Omladiča, še enega zelo izkušenega nogometaša, ki bo prihodnji ponedeljek praznoval 34. rojstni dan. Tole je poizkusil kar s neposrednim strelom proti vratom Omladič. Veliko dela za Klemna Mihelaka. Jurišič s predložkom proti bližnji vratnici, Jovičević vratnica in rešujejo se Koprčani. Koreja zdaj za Roedla, Trotl je ob Roedlu, dobro zdaj Roedl, potem pa zaključek. Krajinović, Mula Husejnović, izvrstna podaja proti Barišiću, Omladić je pred vrati, Barišić išče prostor za strel, Barišić strelja, izenačenje! Max Barišić, 53. minuta, če so Muraši zadeli v 8 minuti prvega polčasa, pa je Koprčanom uspelo izenačiti v 8 minuti nadaljevanja. Tule je zdaj klonil Klemen Mihelak, ravno ko sem govoril o tem, da Murina mreža danes še miruje, da se je zatresla kar 8-krat v uvodnih 2 krogih. Podaja v prostor zdaj Šariću, Šarić gre sam proti vratom, Šarić mimo Koprivca, to je nevarno, Šarić s predložkom, Maroša je sam pred golom in ali je šlo tu za igro z roko, kot kaže ne. Položaj roke Nikole Krajinovića ni bil povsem naraven in to bo 11 metrovka za Muro, vsaj po mojem mnenju. Tule pogledamo še enkrat. Sprejem Maroše, otresel se je Palčiča, potem pa igra z roko Krajinovića in že kaže na belo piko Slavko Vinčić, nekako v skladu s pričakovanji. Ki je, bom rekel, kar specialist za te najstrožje kazni. Maroša in 2-1 za Muro. Dovolj močno in natančno. Amadej Maroša je zadev. Prvič za Muro po povratku, skupno pa že 94. zadetek v Murinem dresu za Amadeja Marošo. Videli ste zadovoljen obraz Darjana Slavica, ki bo kljub temu, da je Mura prišla do vodstva, zdaj izvedel tisti 2 zamenjavi, ki jo je pripravljal že prej. Jurišić bo izvajalec z desne strani, podaja proti bližnji vratnici, 3-1 za Muro, strelec je Maruško. Ali pa Proleta, ki se tule veseli, Maruško je stekel zgolj proti izvajalcu Jurišiću, zato se mi je za hip zdelo, da je Murin kapetan strelec, očitno pa je to mladi hrvaški branilec Borna Proleta. Trontelj je bil že pri Bravu, znan po svojih napadalnih sposobnostih. Rad se je vključeval v napadalne akcije, kakšen strelj ponovno Murašev. Muri pa se obetajo prve točke v državnem prvenstvu. Osuđi strelja, prek vrat je zletela ta žoga v uvodnih 2 krogih državnega prvenstva, ko so delovali precej nebogljeno. Predvsem pa smo videli pravi prepih v njihovi obrambi, no tudi zdaj so bili Koprčani blizu. Ja, še zadnja moja naloga danes. Zoran,
dolga analiza po tem prvem porazu. Kak poseben razlog, ste zelo razočarani zaradi predstave? Ja, zelo sem razočaran. Fantom sem tudi povedal, se mi zdi, da se nismo zavedali, na kakšen način smo zmagali prve dve tekme. Ta ekipa je zelo dobra, jaz stojim za tem, ampak kako da je 100%. Naš začetek se mi je zdel, da smo na 80% in nažalost mislim, da je bilo to ključno, da smo danes izgubili tekmo. Ugotovitve studija tudi nekako, da je bil Nardin Mulahusejnović neka žrtev igre, ne? Na koncu statist, ker ni bilo pravih žog, zdaj ste tudi vi to videli z roba igrišča, tudi dve menjavi, ne? Levo in desno v obrambi, ravno zaradi tega? Jaz sem osebno videl, dobiš gol in se nogomet spremeni, nasprotnik je bil zelo nizko, slabo igrišče in to ti otežuje, se pravi, ni veliko prostora. Prvi polčas smo malo igrali tudi na robe, ampak če pogledamo celotno tekmo, imeli veliko situacij, ki bi lahko obrnili tekmo, sam moraš držati nulo. Mi smo z enega protinapada nerazumljivo odreagirati, prekinitve so sestavni del igre in še enkrat zaslužena zmaga Mure. Morda še o teh prekinitvah, o skok igri, zdelo se je, da ste nekako podhranjeni, ne, v zračnih duelih na današnji tekmi. Kaj je bil razlog za to? Manko centimetrov ali slabo postavljanje ali tisto, kar ste dejali, na 80% namesto na 110%? Ja, moje mišljenje je, da če ne greš 100%, te tudi ne nagradi. Se pravi, če malo analiziramo gole, boste vedeli, da se pri prvem golu odbije, pa gre potem od štange noter, se pravi roka, gol iz prekinitve. Jaz trdim, da smo izgubili zaradi odnosa. In s fantom sem rekel, hvala Bogu je še veliko do konca, ampak mislim, da je sporočilo jasno, da na pol ne moramo igrati z nobenim. Je pa vsaj ena dobra stvar, Maks Barišić do gola, je to tisto, kar je potreboval, da nekako dobi tiste prave občutke? Ja, Maks normalno, zelo težka poškodba, tudi Maks je sestavni del ekipe, je odvisen od ekipe, ampak njegova energija je bila danes prava, ampak tako, kot sem rekel, ne morem fantom očitati, da so bili vsi na 80%, ampak 2-3 in potem te to kaznuje. Darjan Slavic, čestitke za zmago proti Kopru, pomembno zmago, videli smo takoj, nekako vzdušje boljše, ne? Rezultati nosijo vzdušje, predvsem okrog kluba. Da, to drži, hvala za čestitke. Normalno, to je vedno tako. Ko se zmaga, vi ste se zdaj slčilnice povedal, ne rabi nič povedati, ker ko se zmaga, potem se prije samo od sebe. Amadej je ob tem, ko je odšel na sestanek po tekmi, dejal, da se igralci niso ukvarjali s tem, kar se dogaja okrog kluba, da so prepustili vse upravi. Ste vi to videli že pred tekmo, da so nekako osredotočeni, kar se da maksimalno, da si pa želijo dokazati, da so vseeno oni tisti pravi igralci za Muro? Ja, imeli smo tudi sestanek, tam so že pokazali pravi pristop in na koncu so to potrdili na igrišču. Se pravi, čisto nobenemu še igralcev na klopi, vsaka čast. Tako da res je čutilo se, da so stopili skupaj, pokazali pravi karakter in to je tudi nadgradilo. Z taktičnega vidika morda neka ocena tekme. Koper je imel trenutke, ko je bil pri posesti, bil nevaren, ampak vseeno pa je Mura danes v obrambi izgarala. To vas najverjetneje zelo veseli, ne glede na to, kar se je dogajalo v tistih prvih dveh tekmah te sezone. Ja, mi smo vedeli pri tekmo, da bomo z eno željo, borbenostjo, vi ste s temi osnovnimi stvarmi sploh prišli do ene samozavesti in te situacije, ki bomo tudi nadgradili te stvari. Absolutno so še bila nihanja, to ste omenili, Koper je imel svoje, ampak to smo se zavedali, Koper ima zelo dobro ekipo, ima zelo dobro posest oziroma so konkretni v svojih idejah, principih in ja, zdržali smo, danes smo bili pravi, to je nekak pravi podatek. Samo še to vprašanje, zdaj boste opravljali vlogo glavnega trenerja, se bo karkoli spremenilo v tem naslednjem tednu za vas? Bo veliko težje? To je vprašanje, še za jutri moramo prespati, dolgo pot nas čaka nazaj, vse prespati, analizirati, bomo videli, kako naprej. Uprava je tu, oni so tisti, ki odločajo in vse ostalo
je samo špekulacija. Matej, hvala, da ste si vzeli čas po tekmi. Konec je pozitivnega niza. Kaj je danes manjkalo Kopru? Predvsem se je zdelo, da ste imeli težavo tudi z nekako osvojenim skokom ob visokih žogah. Kako ste vi videli v obrambi vsi skupaj? Ja, vsekakor. Začeli smo slabo. Oni so dali gol iz praktično ene priložnosti v prvem polčasu. V drugem polčasu, ko smo izenačili in pridobili posest, smo prejeli nažalost še en zadetek ob nepravem času in takrat je tekmo to obrnilo v drugo smer. Čestitke za sjajno reakcijo ob tistem ne drugem golu, ampak reakciji, ko ste priigrali 11-metrovko. Sicer pa, koliko je zdaj lažje po vsem, kar se je dogajalo včeraj in danes, ko ste prišli do zmage, ko ste slišali podporo vaših navijačev? Seveda, to je najbolj pomembno, da so naši navijači zadovoljni zdaj, da smo malo prišli do samozavesti, da smo končno pripeljali pike v Mursko in upam, da bo tako naprej. Ko ste prejeli gol za 1-1, kakršen koli strah prisoten, da bi se lahko Mura razpadla? Videli smo to v tej sezoni že nekajkrat. Pa ne, stali smo tako, kot smo se dogovorili, delali svoje, vedeli smo, da bo težka tekma fizično in psihično, ampak dobro smo se pripravili, pustili smo, kaj je bilo v pravi in kaj se je dogajalo za klubom, mi smo naredili svoje na igrišču in zasluženo zmagali.